fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova razveseljujemo in dvigujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes sem izredno vesela, da se je odzvala pevka, odlična vokalistka in glasbena ustvarjalka, moja soimenjakinja Maja Kevc, znana tudi kot Amaja. Maja, pozdravljena. Pozdravljena, soimenjakinja. Sem prav razmišljala, da bi mogli narediti nek projekt, veš, ne vem, kjer bi ful maj se nas povezalo in bi potem naredili, ne vem, ali nek večer, taki posebni. Ti povem, da imam jaz 6 mrzlih sestričen, ki so vse Maje. Wow. Tako da, evo, hram se širi. Ampak meni je všeč ime, v bistvu. Nimam nič proti svojemu imenu. No, Maja, dobrodošla v Fajn podcastu. Tukaj smo danes zato, ker je tvoja zgodba izredno inspirativna. Seveda navzven vse zgodbe nekih umetnikov, uspešnih ljudi izgledajo inspirativne, ampak jaz bi danes s tabo rada govorila malo tudi behind the scenes, se pravi, kaj se dogaja pravzaprav za to ikonično sliko uspešne pevke. Pri tebi se je začelo pravzaprav vse tako čez noč, ne? Najprej prva oddaja Slovenija ima talent, vrniva se v te trenutke. Kako si ti to takrat doživljala? V bistvu si bila sploh polnoletna že takrat? Komaj. Komaj sem dopolnila 18 let in niti približno si nisem predstavljala, da me bo po tem šovu kdorkoli poznal. Jaz sem v bistvu hotela iti študirati tujino in ker smo se takrat preselili, oziroma smo gradili novo hišo, sem si rekla, nek šov, nek pevski šov je zdaj prvič v Sloveniji, mogoče pa če zmagam, si lahko študij financiram, ne? In sem se zelo naivno, pač na Slovenija ima talent prijavila in potem prišla do finala in tako, ko je bil prvi polfinale na televiziji, meni začelo postajati jasno, da življenje ne bo več izgledalo prav enako. Ampak ti si kar pravzaprav zajahala ta val, ki te je pravzaprav nesel od audicije do finala, tako rekoč, ne? In tam v finalu, dajmo se spomniti pač tudi na tisti tvoj neprijetni moment na odru, ampak najbolj še pomembnejše na to, da si vstala in odfurala to naprej, kapo dol, jaz sem itak ful navijala za tebe takrat in na nek način si bila res zmagovalka, tudi iz tega razloga, ker si dejansko potem iz tega odšla študirati v tujino, ne? Vmes je bil sicer še Eurosong, se še tega malo dotakneva, ker to se je še pred študijem zgodilo. Se pravi, kako je bilo pravzaprav za tebe, če se spomniš teh feelingov, takrat bila si mlada, bila si pravzaprav z tega vidika čustveno tudi neizkušena, kakšni so bili ti feelingi, kar naenkrat se začelo dogajati, ti je bilo kdaj preveč, ali si uživala, ali kak je bilo to? Na začetku se mi zdi, da je bilo vsega pomalo, no? Ker nisem zmagala, da je prvo to obelodaniti. Ja, se res, ja. Nisem dobila tega denarja, ki bi ga potrebovala in sem pa dobila ogromno povpraševanj za koncerte in neko priložnost, da si morda ta denar zaslužim na drugačen način. In so se začeli koncerti in intervjuji in je bilo res, prva 3 leta so bila zelo intenzivna, potem Evrovizija in ravno zaradi tega, ker nisem imela nobenih izkušenj in nikogar, ki bi me na nek način ščitil, sem se pač vse morala naučiti na očeh vseh, ne. Tudi bilo mi je, to se najbolj spomnim, zelo zanimivo, kako so me ljudje dojemali. Ker na začetku se je govorilo, da sem zelo arrogantna, da sem taka polna same sebe, meni se je pa zdelo, ljubi Bog, vsak, ki mene pozna, bi rekel, da je mogoče ravno obratno, ne? Da imam še premalo samozavesti. Ampak se mi zdi, da takrat se me je to dotaknilo, absolutno, ja. Bilo je res komentarjev na vse, na barvo las, na to, kako govorim, na to, kaj, mislim, vse veš. In to je bil tisti šok mogoče na začetku,
zdaj ima naenkrat 100 ljudi neko mnenje, skozi ti nekdo govori, kaj bi ti zdaj moral, ti si mlad, ne veš točno, sploh nisem razmišljala o tem, kdo jaz sem kot artist, kaj si želim dati. In je bilo naenkrat, bi lahko rekli temu malo overwhelming. Definitivno. Potem po 3 letih sem si pa rekla, da zdaj pa sem si dovolj denarja dejansko zaslužila in ga shranila, da zdaj pa lahko uresničim to svojo željo, ker mene je vedno nekako malo, sem hotela iti malo ven, ne? Ne vem, zakaj me je tako gnalo in potem po 3 letih sem rekla, zdaj pa dost, zdaj se rabi meni reset, gremo. Pa je bil potem to reset, mislim, te je na nek način to tudi potegnilo ven iz tega overwhelmed trenutka oziroma občutja, je bila to tudi odrešitev za tebe? Na nek način zaradi tega, ker ko sem prišla v Rotterdam, res nisem poznala nikogar in tudi nihče ni vedel, kdo sem in kaj počenjam. In sem prišla tja kot en nepopisan list papirja, ne. In zgodil se mi je sicer ta cognitive dissonance, ne. Od začetka začenjamo, ne. Jaz sedim zdaj v učilnici, še 3 mesece nazaj sem bila na Eurosongu, kaj? Mal je bil to tak orange shift, ampak zato, ker se mi zdi, da mogoče nisem bila toliko bremenjena s tem, kdo jaz zdaj sem, se mi je, zelo hitro sem se vklopila, no, pač ta študentski način življenja in mi je bilo zelo fajn. Kar pa sem potegnila s sabo, je pa bila ta želja, da svojo kariero nadaljujem, ne. In to ni bilo zdaj, čez 4 leta bom končala študij, takrat bom nadaljevala kariero. Nekako sem si želela kar takoj spoznati producente, muzičarje, gremo, ne? In potem, ko sem ugotovila, da to ne gre tako hitro, je bilo malo te nestrpnosti. Hkrati pa sem čutila en tak kar močen pritisk tudi iz Slovenije, ne? Zdaj pa, tako se mi zdi, da so vsi polagali neke upe. Zdaj pa v tujino, bo kar Beyoncé, kar neke predstave totalno nerealne. Je pa res, da potem sem spoznala tudi fanta na Švedskem, ne, in sem v bistvu v 2. letniku Rotterdama potem se preselila na Švedsko, kjer sem želela nekako nadaljevati študij. In nisem našla nobene univerze, ki bi imela isti program. In potem sem bila v bistvu prvi primer šola na nadaljavo, to, kar zdaj doživljamo. Kar je tudi bilo, moram priznati, kar zahtevno, no. Denar sem si še vedno služila v Sloveniji, jaz mislila, da ko bom šla, da me bodo pač ljudje verjetno pozabili in da je pač to. Ampak se je zgodilo ravno obratno. Še več je bilo nekega povpraševanja, še več koncertov, tako da sem res bila 3-krat na mesec na letalu, ne. Slovenijo nastopati, nazaj na študij in potem se nekako probati integrirati v eno tretjo državo, ki pa je bila Švedska. Da ne govorimo še o švedščini. Kako se ti je pa ta švedščina pravzaprav usedla, ker govoriš zdaj tekoče švedsko, ne? Je pa to nek čist, ne vem, tretji jezik, veš, ni nam blizu, ne? Ni angleščina, ni nemščina, ni nekaj, kar je pač Slovencem blizu, ne? Kako si se ti pravzaprav spopadla s tem? Je prišlo kar naravno pri tebi ali pa zaradi fanta mogoče malo hitreje, ali ko sta se pogovarjala švedsko ali angleško? Kako sta se prepirala potem? Vse je bilo že. Na koncu je bilo še vse. Mislim, je bilo kar zmiksano. Na začetku mi je itak bilo to tako, da bi nekdo, ne vem, eno in isto besedo vlekel. Niso bili možgani še toliko. Ampak potem pa, ko sem se vpisala v 3. letnik, oziroma ko sem bila sprejeta na Royal Academy of Music, v Štokholmu sem bila pa edina exchange student. Na izmenjavi, ja, študentov. Sem bila edina in tudi
tu sem prisilila svojo bivšo šolo, da podpišejo pogodbo z njimi, ker sem rekla, veš kaj, da mi jaz 3 leta še tako živela, jaz bom jaz bom burnout doživela, ne. Jaz sem ga, ampak lažje se mi je učiti jazz v švedščini, ne v enem, ne v drugem, nimam pojma, ampak vsaj tu sem, ne, v okolju, v katerem si želim ustvarjati. In potem je šlo v bistvu malo lažje oziroma malo hitreje, ker se nam tudi šola nam je nudila nek tečaj, zastonj, pa tudi motivacijo sem imela valjda ful večjo, ker sem nekako planirala, da bom tam ostala, ne. Pa fajn mi je, mislim, meni se je vedno bilo fajn jezikov učiti, tako da mi ni bilo zdaj težko. Bilo mi je mogoče malo bolj nerodno na začetku, ko ful hitreje razumeš, šele potem začneš govoriti, ne, in potem te priješ nek tujec, sploh potem, ko so bili ne vem kaki sešni ali pa so prišli kaki producenti in jaz tam hey, I sound like a... Ja, vem, kako to je. V tujini, v bistvu pa potem pravzaprav predno se ti zloži stavek v glavi, pa to, mislim, to bi rad že povedal in potem je tako prav napeto vzdušje ustvariš, ne, tako, ko govoriš. Grozno, mislim, to je bilo grozno, mene je kar bolelo vse, ne. Ampak pol se ti je pa vseeno, v bistvu nekako se ti je življenje v enem trenutku tam na Švedskem zložilo, zgledalo je zelo, pač verjetno si občutila pač to neko potencial prihodnosti, začela si pa tudi že delati, se povezovati tam, tako si rekla, ne, s producenti in pisati pesmi, ne. Si vedela, da bo v bistvu pisanje pesmi potem postalo tako močen del tvoje kariere, ali si predstavljala samo petje? Veš kaj, jaz, ko sem prišla gor, itak mislim, tam res nisem nobenega poznala, ne. Tisto prvo leto, ko sem začela hoditi v šolo, je to vseeno malo pripomoglo k temu, a veš, si v nekem kontekstu, ne. Tam sem pa res bila čisto sama, Jonah je šel na turnejo in njega ni bilo 2 leti in jaz sem pač tam bila. In sem si prav rekla, Jezus, kak zdaj, mislim, treba je nekje začeti, ne. In potem mi je on predstavil, recimo, ne vem, neke svoje frende, sem se pač pridružila prvemu temu songwriting sessionu v studiu in takrat se sprav spomnim. Jaz sem bila tako prestrašena, Maja. Jaz sem sedela kot ena miška, Bog ne daj, da me kdo karkoli vpraša, jaz nič ne znam. In pa se veš, ko imamo pevci malo poklicno deformacijo in ko slišiš glasbo, začneš si nekaj pomrmravati. In potem se prav spomnim, da ta producentka, jaz sem prvič videla žensko producentko, Kira Sturava, in je bilo, what? In ona se obrne nazaj, what was that? Jaz tak, nič, v redu, ne, don't mind me, I'm just here. No, I really like that, ne. In pol se jaz tam opogumim, da nekaj zapojem in pol je bil še ta kitarist zraven, ki je tak fulen, zelo glasen songwriter na azijskem trgu. In tak, no, I really, would you like to be a part of this songwriting session? In pol sem si rekla, ja, mislim, ja, sicer nimam pojma, še manj pa imam pojma o azijski muziki, ampak I guess I can try. In pol je res nastal en tak res hud komad in se prav spomnim tistega momenta, ko smo se vsi, a veš, ko ti delaš nekaj profesionalno, lahko včasih malo zgubiš ta čar, ne. Jaz pa po moje, ki sem tako neobremenjena, se je zgodil en tak magic. In bolj smo se ful pokonektali in oni so bili ful navdušeni in potem so mi pač na nek način že takoj me vprašali, če bi pač za njih delala. Itak, da nisem razmišljala, da ne, valjda ne. Itak, je pa to potem valjda vodilo v na eno tako pot, ki si je nisem zdaj izbrala, ampak me je pač vodilo življenje, ne, in je bilo zelo zanimivo, no. Mislim, res sem se ogromno naučila, potem sem začela tudi potovati in na Japonsko in Korejo. Spoznala sem en tak zelo drugačen način dela. Se mi pa zdi, da po enih 3-4 letih, da me je pa začel, a veš, mislim, na koncu dneva jaz imam sebe še vedno za pevko, za performerko, ne. Malo premalo je bilo tega. In tudi
tu se zelo hitro ujamemo v to, da ko ti začneš nekako širiti to svojo mrežo, začneš spoznavati zelo zanimive ljudi, ne? Živiš skozi pod neko pretvezo, ja, pa sej, ko bom pa svoje začela, ne, mi bo pa to prav prišlo, pa sam še to moram, pa sam še to, pa še to in še to. In bolj sem gotovila na eni točki, da če ne bom začela vlagati vase, pa dala malo to na stran, ker te to, mislim, to si ljudi ne znajo predstavljati. Ti, ko greš v Korejo na en songwriting camp, to je 16-17 ur na dan, en komad na dan, postaviti, zaranžirati od 5, pridejo izvajalci noter, njih naučiti in jovo na novo, ne. Tam, če ti nekdo kliče, ne vem, ob 3 zjutraj, hey, we have this lead, we need it by 12 a.m., se vstaneš, greš delati. Ne za plačilo. Če ti vzamejo komad, dobiš plačano 2 leti kasneje. In between, you gotta survive, right? In to potem, čez nekaj časa, ta način življenja ti začne malo nagajati v tvoji glavi, ne. Tako da, jaz sem imela takrat 2017 res en tak burnout, ko se nisem mogla stati iz posle, ne. Super, da si pravzaprav izpostavila tudi ta temno plat, recimo tega, da slediš svojemu srcu, da se odzoveš na priložnosti, ki si jih mogoče, nisi si jih niti predstavljala, da se takšne priložnosti, ampak ko si jo dobila, valjda podpišeš, ne, tako kot si rekla. Ampak tu zadaj je pač pol tudi ta nek balans, ne, ki pa v današnjem svetu gre dostikrat na sporine čez rob, ne. In ti si se na nek način, bila si sama verjetno spopadala tudi s ful strahovi, ne? Kakšni so bili tisti najbolj glavni strahovi in če se spomniš mogoče, kaj je bilo pa tisto nekaj, kar je bilo vseeno močnejše, da danes si še vedno tu med nami, razumeš, da te ni odneslo nekam. Jaz mislim, da dejansko na koncu me je rešila iskrena ljubezen do glasbe. Res. Sem ugotovila, da ne glede na to, kaj se mi zgodi, pa kak je včasih lahko kruto, jaz tega dela ne morem ven iz sebe, a veš, izčupati dobesedno, po štajersko povedano. To jaz sem. In kar je na nek način malo zastrašujoče, zato ker, ko se enkrat tako močno povežeš, ko v bistvu glasbo tako močno povežeš svojo identiteto, ne, je potem dobiš en tak zelo narrow focus, kot da nič drugega več ne obstaja. In svojo vrednost začneš sam še s tem meriti. In ker smo pač glasbeniki senzibilni, ne, se to sam nalaga, a na koncu v bistvu ugotoviš, da to je toliko faktorjev, ki morajo nekako priti skupaj. Pa da ni vse čisto od tebe odvisno, ne? To se mi zdi tudi spoznanje. Ful imaš malo kontrole v resnici. Zdaj sem to, da si talentiran, pa da si ti zdaj vlagal ne vem koliko denarja in časa in v svoj talent, še ne pomeni, ne, da se ti bo uresničilo in ratalo točno to. Seveda, the harder you get, the luckier you get, of course. Ampak to je polno njih borb, ki jih ima pač človek, ki je kreator, ki jih ima sam s sabo, ne. Kako zdaj dobiti tisti nek balans, zdaj pa, ajde fučka si mi, grem na sprehod. Kako ugasniti? Jaz imam ful analitičen recimo, jaz ful analiziram vse, ljudi, in ne delujem dobro v okoljih, kjer je pure business, ne. Mene na koncu bolj zanima, to sem ugotovila čez vsa leta, da me bolj zanimajo ljudje. Da je meni bolj do tega ustvarjanja, pa do tega, kar si damo mi drug drugemu, kot pa, I gotta have a billboard #1. Na koncu mi je bilo že ona, bolj imeti džoko, stari. Yeah. I just want to make music. Ne? Daj mi nekaj za dušo mi daj, nehaj mi s temi matematičnimi pristopi, kot da sem na tekočem traku in delam čevlje. Ja. Ta del je potem na nek način kar malo ubil to mojo iskrico. In potem sem vedela, stopiti moram nazaj in sprejeti dejstvo, da se stvari pač ne morejo zgoditi vedno takrat, ko si ti želiš, da bi se. Vse ima svoj timing in takrat, ko si ready,
v bistvu takrat, ko se najmanj preganjaš, se ponovadi zgodijo najboljše stvari. Ne? Ja, to je stavek. Ne? Ampak vse ima pa tudi svojo ceno, ne? Tako kot ima vse svoj timing, vse ima tudi svojo ceno. A ti sebe smatraš danes kot nekoga, ki je uspešen v tem, kar počne, ali pa sama sebi rečeš, jaz sem uspela, ali pa kje si na tej lestvici svoji? Veš kaj, meni se je ta uspešnost zelo redefinirala skozi leta, zaradi tega, ker sem ugotovila, v bistvu sem se naučila, kdo sem kot oseba. Ne? In da če sama sebe ne bom poslušala oziroma ne bom avtentična do te mere, da si rečem, da sem ja, da sem pa ne, mi čisto nobena titula, karkoli v lifeu, ne bo dala tega feelinga zadoščenja, tega dolgotrajnega. In zato se mi zdi, da sem najbolj uspešna v bistvu postala takrat, ko sem to ugotovila. In tudi, recimo, ne vem, čisto ta način življenja na Švedskem, sem res ugotovila, da za srečo, sploh za eksistenco ne rabimo 3 fucking spalnic. In kaj, imam potem 500 svojih fake friendov tam in smo vsi A potem kaj, se grem jokat zvečer, ko grem spat, ne? Pa rabim, Sama. Ja, sama, pa napiti se moram, da sploh lahko funkcioniram, pa ne vem kaj, mislim, is this really a life? Tako da, jaz v bistvu sama sebe smatram zato, ker se mi zdi, da se mi je uspelo nekako priti ven iz teh okovov družbe, teh nekih pritiskov, ker jaz sem s tem skozi obkrožena. Ti si tak talent, ti bi mogla to. In ti si, do I really want this? Ne? Kar pa ne pomeni, da si ne želim nadaljevati v tej smeri, ne? Ampak mogoče na zelo drugačen način. No? Ne zdaj toliko, ni zdaj poanta v cilju, ampak je cilj samo kot neka usmeritev, potovanje je pa v bistvu cilj zdaj. Ne? In da imam čim bolj neko tako življenje, da tudi komu drugemu prinaša neko vrednost. Da se nekako povezujemo, da so ti stiki čim bolj pristni. In da lahko še vedno naprej delim to, kar imam najrajše, in to je glasba in to je petje. Ne? Mislim, če vem jaz, da bom dala vse od sebe in da sem se maksimalno potrudila za to, kar je meni pomembno, potem sem definitivno uspešna. Kako pa recimo ti dojemaš to vrnitev v Slovenijo? Ne? Pač Švedska, pa tako kot si rekla, pravzaprav si dobila tudi ponudbe za John Legend, Janet Jackson pisati. Mislim, to so res taka imena, pravzaprav tudi iz tega nekega klasične definicije uspešnosti si uspešna. Ne? Ampak vseeno vrnila si se v Slovenijo. Ne? Zgodilo se je tudi čez noč, zgodilo se je v nekem tem momentu mogoče neke panike zaradi korone ali kakorkoli, ne? Ampak zdaj si v Sloveniji. Ne? In kako pa dojemaš recimo ta preskok, glede na to, da si tam v enem trenutku postala v glavi, to je moj life, jaz bom zaživela na Švedskem, tu bom ustvarjala, to pač, ne? Zdaj si pa recimo v Sloveniji spet. Kako ti doživljaš za ta moment? Veš kaj, zdi se mi, da je bil tak zelo dober timing s to korono, zaradi tega, ker jaz sem ravno malo pred korono začela že vsem svojim frendom razlagati, jaz, ko se meni ta pogodba s publishingom izteče, jaz to ne morem več po tem traku, jaz moram biti nekaj drugega, ne? Malo druge vode in takrat sem spet začela ful ustvarjati bolj nekako svojo avtorsko glasbo. Nekako sem se vrnila nazaj k temu soulu in sem začela biti malo bolj aktivna tudi na socialnih medijih, objavljati malo več nekih coverjev, zato da veš sploh, se vemo, ne, ta zvrst glasbe le je nekje drugje, tudi ni na Švedskem, ne v Sloveniji, ampak je čez lužo, ne. In sem si rekla, glej, jaz sem cel life že feeling, da jaz tu nekaj glumim, kaj bo ena Slovenka zdaj v nekem soulu tam, kaj pa jaz vem. Ampak če pa ne bom probala, pa nikoli ne bom vedela. Nekako se mi je zdelo, da pač to pride nekako naravno ven iz mene, nekako najbolj naravni izraz je to. In je bil neverjeten odziv. Mislim, vsi ti coverji, ki sem jih posnela od vseh teh svojih idolov, so to rešerali, ful sem dobila enih spodbudnih messagev. V bistvu, ko se je korona začela, bi se mogla seliti v novo stanovanje na Švedskem. Itak je vse šlo na Zoom.
cel svet je šel na online in si rekel, kaj meni je res vse eno, zdaj sem tam, doma, mogoče mi je še lepše, da sem doma z mojimi, kot pa čist nekje tam sama, ne. V studiu itak ne morem. In sem sedela v svečini in delala za John Legenda, ne. In je bila ona, the world is so small. In smo pač res studio sem preselila domov in smo pač delali sešne preko Zooma. Zdaj je pač edino ta problem, ne, da noben takrat ni vedel, koliko časa bo to trajalo. In ogromno ljudi se je začelo seliti iz velikih mest. Live scena je že 2 leti več skozi. Ne. Jaz iščem še vedno neko možnost, kako to početi od tukaj, pa mogoče si probati nekako zgraditi življenje in tukaj in tujini, ne, da si vseeno ne zaprem zdaj teh možnosti, si pa ne znam čisto se predstavljati, kako bo svet izgledal. Da si noben ne v resnici. Ja, ne vem, če si kdo zares zna predstavljati, če smo se kaj naučili, smo se naučili ne predstavljati si več naprej. Ja, malo postaneš apatičen že, tako se moraš kar razbrcati. Ja. Ampak vseeno me zanima še zdaj v bistvu ob vsem tem, kaj si se ti v življenju, v bistvu se kar na hard way naučila, ne, s tem, ko si pravzaprav se odzivala na priložnosti, ker se veš, pač v našem svetu je tak, pa mi milenici, sploh imamo te, veš, so nas vzgajali tak, ne, ti sam verjami v sebe, vsi sam zagrabi priložnost in vse bo cool, vse bo, mislim, vse na koncu je vse v redu, ampak ti ful daš nekega safarja lahko prek in nekih fajtov in me zanima, ko si ti zdaj vse to dala čez in zdaj smo v nefajn časih, ne? Kaj se ti zdi, da je tisto, da te drži nad vodo, da veš, da bo vse okej? Mislim, katere lekcije recimo te zdaj ohranjajo pri zdravi pameti, rečemo temu? Jaz sem čisto iskrena, včasih nimam zdrave pameti. Včasih je ful težko. Včasih je lahko cena, ki jo plačaš za to, ker te toliko žene naprej, zelo velika. Zdaj pa na nas je, da smo toliko povezani s samimi sabo, da veš, znaš to, preden greš čez, zaustaviti, pa si reči, I don't think it's worth it. Ne? Če greš, jaz sem imela ful let, pa še zdaj, mislim, sem imela kar precej težave s tesnobnostjo, anksioznostjo, tudi depresije. Logično, mislim, ljudje pač vidijo samo neke slike, pa pač sami neke te, veš, ko ti stojiš na odru, ne vidijo ozadja, ne. Ampak na koncu se mi zdi, tak pač je, mislim, veš, če ti res, kaj pa je alternativa, kaj? Mislim, se bom do konca življenja bom obžalovala, ker nisem probala. To pa še hujše, ne, ta regret, to obžalovanje se mi pa zdi, da te pa res potem, sem se polomila, sem se ful naučila, zdaj vem, kako naslednjič, ne, imam neko informacijo, neko orodje. Sem sedeti pa razmišljati, kar se mi tudi že zgodilo, pa vidim, da je še hujše. To je pa po mojem najhujše, kar si lahko narediš, zato ker se začneš kar tak manjšati. Ma svašta ljudje preživimo. Mislim, absolutno smo močnejši, kot si mislimo. Na koncu se mi zdi, da se tako bolj bojimo te bolečine, ki bi se potencialno lahko zgodila, kot pa ne. Meni na koncu je bila še vedno največja ta srčna bolečina, recimo po nekem razhodu, ne. To je bila taka fizična bolečina, da sem se rekla, jaz sem res umrla. I'm done, honey. Ampak glej, tu sem. Nisi umrla. Ne, tu sem. To je življenje, ne. In skozi bo na nek način tak. Gor in dol. In jaz mislim, da prej, ko nekako to sprejmemo, prej, ko se nekako spoprijateljimo s to temo, ki je neizpodbitna, lažje je. Hi, my friend anxiety, you here? Veš, kaj sem začela delati? Takrat, ko je bilo najhujše. Ko sem videla, ok, meditacija mi ne pomaga, terapija mi ne pomaga, jaz moram nekako spraviti svoje telo v moving. In potem sem gledala en podcast za Mel Robbins. Ta 5-second rule
ona je rekla, da se je ko raketa, v bistvu zjutraj, ko se je že zbudila, 5, 4, 3, 2, 1, go! Da sploh nimajo možgani časa, ja. In časa, da joj ne, malo bi še malo spala, zmaram 5 times. Ne, in vidiš, da ni druge. Ne smeš poslušati teh misli. Dejansko, če te ne opolnomoči, je nevredno. A veš, prav to, in to je bila edina stvar, ki še dan danes, ko imamo kak dan, ko bi se malo zabubila, se moram res prav presekati ta tok misli in sam it. Pa tudi to, mislim, pa kaj? We are all just human beings. A veš, bolj ko se mi zdi, bolj ko si iskren, bolj ko tega ne skrivaš, manj si obremenjen. Pa še 100-krat mi bo spodletelo, ampak vmes mi bo pa tudi zdaj ratalo. Dragi poslušalci, fajn podcasta, evo vam, Maja Kevc, meni se zdi to ultimativno spoznanje ali pa modrost, recimo, s katerim lahko gremo v teden in naprej v življenje. Pač sprejmimo priložnosti, gremo not, go for it in tudi, če se kakšna zalomi, sprejmemo, da je to življenje, tako kot si rekla, tak pač je. In bolj, ko lahko to sprejmemo, bolj, ko smo lahko mirni za tem, bolj živimo. Je tako? To. Nehati začneš živeti takrat, ko se začneš preveč samemu sebi smiliti. Ja. Life ain't fair, we all know that. Ja. But here and you breathing, baby! Maja, hvala ti za danes, ful hvala za vse te v bistvu modrosti, da si delila v bistvu te svoje tudi temne trenutke z nami in tudi svetle trenutke. Vse dobro naprej z veseljem in mislim, veselimo se poslušati vseh tvojih stvaritev, pa tudi tistih, ki bojo posredno tvoje pri takih zvezdnikih, kot smo omenili. Hvala ti. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.